29.6.17 po kristjanskem koledarju 2017, to što Šmihaj Lekotrip. Spoštovana publika, prav strašljivo je, kako umazana je obala v Jadranskem morju. To je zaliv Lanžin, otok Pašman. Človek se vpraša, kako je to sploh mogoče. Še enkrat povem tudi v tem videu, tukaj je pot, kjer se hodi od počitniških hišic do gostilne. Ljudje hodijo mimo, se ne sekirajo očitno, kaj prida. Potem pa so tudi pojavi teh hedonističnih jadran, nabijanje glasbe, hihitanje, pitje in metanje odpadkov v vodo in potem je to, kot je. Dejansko pa še enkrat poudarim, država, v kateri smo, pač v tem primeru Hrvaška, ima zadosti brezposelnih ljudi, ki bi jih lahko opremila v tako imenovane ekološke skupine za čiščenje narave in države, ampak očitno to ljudem ni v interesu. Četudi je vsem jasno, kakšno škodo povzroča plastika v morju, ko pride v prehranjevalno verigo, ta mikrovlakna, potem to ljudje jemo in vemo, da plastika mnogo let ne razpade. Se pravi, to je mnogo bolj obširen problem in obsežen, kot je viden samo na eni obali z razsutimi smetmi. To je problem, ki dejansko lahko pomeni, in vkolikor se ne zbudimo, bo tudi pomenil propad dobršnega dela človeštva in veliko obremenitev za planet Zemlja. Ampak jasno ne more biti, da človek Zemlje v končni fazi ne more uničiti. Jo pa lahko dotoče in bolj kot je toče, bolj potem narava udari nazaj, če smo kar konkretni. Jaz bom sedaj simbolično nekaj smeti tukaj pobral, kot v svojih Lekotrip videih na morju imam opremo seboj, ampak bistvo, ki ga moram v vseh teh letih povedati, tudi to, jaz to že počnem od leta 2008, simbolično. Seveda en pljunek v morje ne more situacije rešiti, ampak vidim, da je zavedanje, da je posnemanje takšnega početja ali kakorkoli bi lahko to poimenoval prenizko ali pa celo nično. Morda me kdo celo ima za butla, ampak ko se človek s tem sooči, pa v mojem primeru z še širšim kontekstom projekta Holokaust in podobno, uničevanje sveta, potem vidi, kako zelo smo kot človeštvo zašli. In takrat mu je jasno, da še enkrat povem to čarobno formulo, če bi vsakdo pobral na dan eno smet, bi že bilo bistveno boljše. Če pa bi jih pobral 10 ali pa 100, bi pa bilo dobro. In aktivno se vprašajmo o tistem nekem dvomu v ljudeh, kaj pa je meni tega treba. Vsakemu od nas je treba. Svet uničujemo že s tem, ko se vozimo z avtomobili. Svet uničujemo že s tem, ko tovrstne izdelke, če nismo na tako imenovanem zero waste, kupujemo. Tudi če jih potem pač dajemo v neke ustrezne kante, to ni zadosti. Spremeniti je treba celoten pogled na svet in realizacijo, kajti v nedogled to ne more iti tako naprej. Zamenjeno škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. Jaz bom sedaj nekaj teh odpadkov pobral in potem posnamem še en video.